Kar nekaj borilnih veščin, torej, med katerimi lahko izbirate danes, tule na Trgu Republike in pa seveda tudi za naprej. En velik aplavz. Torej, aikido, kot smo že dejali, temelji na načelu, da prava moč ne prihaja iz nasilja, ampak iz središča, iz ravnotežja, iz umirjenosti in povezanosti. Kar pomeni, da se namesto neposrednega spopada naučimo preusmeriti napadalčevo energijo in jo tudi umiriti, s čimer seveda imamo najmanj škode za vse vpletene. Gre za veščino, ki pravzaprav pomaga tudi v vsakdanjih situacijah, v stresu, nesoglasjih in izzivih, kjer se moč kaže kot sposobnost, da ostanemo trdni, ampak hkrati fleksibilni. Zakaj aikido izstopa? V primerjavi seveda z drugimi borilnimi veščinami, ne gre samo za vadbo telesa, gre za vadbo značaja. Mlade privlači, ker v njem najdejo povezanost, osredotočenost, gibanje, spoštovanje in pa možnost osebne rasti brez pritiska tekmovanja. Otroci se v bistvu na ta način naučijo sodelovati, ne tekmovati, naučijo se tudi zaupati sebi in pa partnerju. In tisto, kar je najpomembnejše, naučijo se, kako po padcu potem tudi vstati oziroma se postaviti nazaj na noge. V današnjem svetu, kjer je poudarek pogosto na hitrosti, uspehu in pa zmagi, aikido ponuja drugačno pot, torej pot potrpežljivosti, spoštovanja in pa notranje moči. C'è una bollina vicina al pane. Banjagirese, to figa, to se gibanje jede, ampak je tako stres, ko mi je rekel. Seveda ne razlog, da si bi zelo pusti. Shuriken. Se ga nisi pendal.
takole zaploskajmo mladim za pogum, zbranost in pa voljo. Za vas so na tej predstavitvi nastopili Natalija, Neja, Kaja, Eva, Živa, Rok, Jan, Teodor in Ilija. Kot ste videli, so med njimi tudi nosilci črnega pasu, kar je pri tej starosti res nekaj posebnega. Če vam je bilo vse skupaj všeč in si želite, da bi vaši otroci manj časa preživeli za zasloni in več v gibanju, povezanosti in učenju, pa vabljeni, da se jim pridružite na treningih. Najlepša hvala torej v imenu predstavnikov za vašo pozornost in pa prijetno nadaljevanje dneva.